Paprike pečemo v pečici, vklopimo ventilacijsko na žar in zložimo paprike na rešetki. Posebej pa moram reči, da so jutra zelo lepa, ko vstaja sonce in z njim ptički. Takrat se prebujajo tudi rože in mislim, da so jutra najlepši del naših dnevov. V Vrtni ulici v Šempetru smo se lani že ustavili. Takrat smo nabirali papriko. No, na Hranetovem vrtu smo se ustavili tudi tokrat. In tudi tokrat nabiramo papriko. Gospod Hrane, dober dan. Dober dan. Znova nabirate papriko? Ja, vesel sem, da ste prišli pogledati naš vrt. In evo, smo že nekaj nabirali, pa zdaj za drugo rundo še bomo nekaj nabrali. Kakšna je bila letošnja sezona v primerjavi z lansko? Lani je bilo kup plodov. Glede na vreme in na sušo sem kar zadovoljen. Moj vrt ni bil žejn. On je imel težave zaradi velike suše. Samo mi to v vrtu rešujemo, ker imamo dost vode. Tu na sredini vrta, to je nekaj posebnega, imamo centralni zbiralnik vode in sekundarne zbiralce vode imamo v cisternah od 1000 litrov, tako da je vsak dan na razpolago okrog 3000 litrov vode. Papriki vode ni manjkalo? Vode ne. Suša je bila pa prehuda. Kaj pa še rabi? Prej ste rekli, da potrebuje poleg tega? Paprika ni samo, mnogi mislijo, da se paprika mora kar naprej zalivati. Pa paprika ni riž. Bolj potrebno papriki je, da se pogosto okopava, razrahla. Mi papriko razrahljamo, ker je tu zemlja peskovita, je rahlamo z grabljo. In pozneje, da obdržimo vlago, ko že po cvetenju damo slamo, da obdrži vlago in ko zalivamo, da ne zbijemo zemljo. Potem so to idealni pogoji za rast paprike, paradižnika in drugih rastlin. Ali torej rahljate tudi med rastjo? Tudi rahljamo. Sve dokler ne pridemo v fazo tako zvanih dognojavanja. To pomeni, ko se pojavijo prve paprike, centimeter, 2, 3, potem je končano z rahljanjem, potem damo slamo in ta slama ščiti, da se zemlja okrog paprik ne posuši. Zdaj nabiramo industrijsko sorto, kurtovko. To je najbolj kvalitetna industrijska paprika, ki se uporablja za cepkane paprike, za leskovački ajvar, za pinjur, ljutenico in druge jedi, ki so iz paprike in paradajza. Omenili ste industrijsko papriko. Kako vi delite paprike? Ja, lahko jih delimo na tako zvane industrijske paprike in na vodne paprike. Kaj to pomeni? Industrijska paprika je kurtovka in sirvija, dočim babure, bela kapija. To so vodne sorte paprike in one so v glavnem za filanje, za gotove jedi, ali so filane sa sirom ali z zeljem ali za turšijo in podobno, tam pa uporabljamo te. Ker ta kurtovka in sirvija, to so dost suhe in je veliki izkoristek, ker imajo manj vode. Na Hranetovem okrog 600 kvadratnih metrov velikem vrtu v nenavadnem sožitju raste več kot 500 različnih rastlin. Okrasnih, zelenjadnih, sladkajo se tudi s plodovi 30 sadnih dreves. Hrane pove, da gojijo nižja drevesa in s tistimi sadeži, ki jih imajo radi vnuki. Češnje, hruške, breskve, jeseni zori grozdje, muškatnih trtnih sort.
Na vrtu, ki ga je po francoskih geometrijskih vrtovih razdelil na več enako velikih gred, je največ sort paprike in paradižnika. Pri vrtnarjenju upošteva kolobarjenje in dobre sosede. Uspešne kombinacije in izkušnje, ki jih je vsako leto več, zapisuje v vrtnarski zvezek. Jajčevec in paradižnik sta požrešni zelenjadnici, zato na isti gredi naj ne bi dobro sobivala. Pri Hranetu je drugače. Malancane iz začetka niso rasle, ker jih je paradajz oviral. Ko smo prvo rundo paradajza pobrali, prišle so malancane do izraza. In glih zdaj jih rabimo. Ko delamo leskovački ajvar, pa pinđur, pa ljutenico in imamo. To, kaj vidite, sve je to bio. Mi se hibridov izogibamo. Trudimo se tudi tista semena, ko nimamo, da jih dobimo ali iz Makedonije ali iz Srbije, da su domača semena. Semena za sve paprike, za sve paradajze uzgajamo sami. Predlagam, da še nabereva nekaj paprik in jih dava peč. Evo, malo bomo nabrali še to drugo sorto, sirviju. Paprike najprej umijemo, pre nego jih damo peč. To su sorta kurtovske kapije. Se zelo hitro speče in enostavno lupi. Za razliko ene paprike, ki se pojavlja na trgu kot slonovo uho. Na izgledu je podobna, medtem zelo težko se lupi. No, zdaj, ko smo paprike oprali, gospa Irena jih bo pekla. Ima sva navodila in naj gre peč korajžno. No, to je bolj za šalo. To je bilo res le za šalo. Hrane pečenja paprike ne prepusti drugim. Pravi, da je to njegovo delo. Soprogo pa si opravila razdelita tako, da ni časa za prepir. Paprike pečemo v pečici, vklopimo ventilacijsko na žar in zložimo paprike na rešetki. Spodaj je pekač, v katerem je nalita voda, žar deluje in zapremo. Da paprika se peče 7 do 8 minut na eni strani, pa se obrnemo in pečemo še cirka 3 minute. To je najhitrejše pečenje paprik. Zdaj so pa pečene. Še vroče pečene paprike vzamemo iz pečice in jih damo v posodo, ki jo pokrijemo. Tam jih pustimo toliko časa, da se ohladijo. Izklopimo. Zdaj gre druga runda. Zdaj, ko so paprike pečene, sva na vrsti midve, gospa Helena. Vi torej lupite paprike. Če kar začneva? Ja, kar začneva. Če jih imava za solato? Za solato pustimo pecelj, ja. Če pa hočemo to ocvrte paprike, jaz sem pa glih to slonovo uho vzela. To je tista, ki ne gre dobro. Ki ne gre, ja. Tega bom morala pa si malo pomagati. Se bo šlo. Malo si bom z nožem pomagala. Te, ki pa nimajo več peclja, zakaj pa uporabite te? Te pa imamo za pohanje, za ocvrtje. In ravno tako jih olupimo, posolimo, dodamo v notranjost košček sira. Kakšnega ponavadi? Ponavadi damo trdi edamec sir, trdi sir. Povaljamo v ostri moki, v jajčki in ocvremo. Meni gre to še nekoliko težje od rok. Ja, zdajle še niso dolgo bile pod deko, so še malo tople in se težje lupijo. In potem, ko bova jih dovolj nalupili, kako nadaljujete s pripravo solate?
Vse te paprike osolimo z obeh strani, dodamo česen, sesekljan česen, kis in pa olje. Kaj pa še pripravite pri vas? Verjetno septembra kar veliko jedi. Veliko, v bistvu vso ozimnico, ki jo nekje pripravljamo, za vse to se uporablja pečena paprika, ne. Bilo, da je to tako zvane cepkane paprike, ajvar, jutenica, pinčur. Pa ste že prej imeli radi paprike ali vas je soprog navdušil nad njimi? Jaz sem ljubitelj paprik že skozi in mislim, da sem tudi glavni ljubitelj v hiši. Kaj pa imate najraje? Mislim, tele solate z česnom ali pa cepkane paprike. Mislim, da so to dve stvari, ki sta najboljši. Rada imam tudi sataraš, ki smo že prej bili navajeni, ostale specialitete pa poznam bolj, odkar je mož tu prinesel iz juga dobrote in znanje, kako pripraviti. Čeprav se vroči poletni dnevi počasi poslavljajo, je zdaj pravi čas, da z jutranjim ali večernim soncem obsijane cvetove vodnih rastlin posnamete s fotoaparatom. Fotografijo svojega ribnika pa pošljete na že tradicionalni 9. izbor Naj ribnik. Prijavnico najdete na spletni strani akvarij.com. Finaliste izbora bomo predstavili v oddaji Na vrtu, zmagovalce pa bogato nagradili. Čeprav je šele začetek oddaje, sva z gospo Marijo že pri sadno-sladki malici. Na kruh maževa maslo in češnjevo marmelado. Češnjeva marmelada je bila zadnja jed, ki smo jo julija letos posneli pri kleni pohorki Mariji Zoihter. Takratni nasvet, da je med sadje dobro primešati naribano jabolko ali na drobno narezano jabolčno lupino, ki vsebuje pektin, še danes odmeva med številnimi gospodinjami in ljubitelji marmelad. Najsrečnejša je bila na svojem zelenjavnem vrtu, z motiko ali grabljami v roki. Za zdrav pridelek je paradižnik spomladi obdala s praprotjo. Njen vrt je bil lani med finalisti izbora Večerovih kvadratov za najlepši vrt pri nas. Vrt 10 je vrt Marije Zoihter na Habakuku. Če kar pogledava, gre za kmečki vrt, ki je bil najstarejši del, oziroma kje je najstarejši del vrta? Ja, najstarejši del vrta je tule južno ob hiši. Tu so že moji predniki imeli vrt in jaz seveda z njim nadaljujem, da sem ga povečala po mojih potrebah. In v tem vrtu pač imam še nekaj starih stvari, ohranjam in pa seveda te stvari, kaj sproti uporabljam za kuhinjo. Kateri del se je kasneje razvijal? Verjetno, ko ste prenavljali hišo, tudi okrasni del. Ja, seveda, potem sem si želela, da je en večji ravni prostor pred hišo, kjer bi v obliki krogov zasadila trajnice predvsem. Tako sem najprej posadila še mamine potonike, ki cvetijo maja obujno rdeče. Potem sem posadila drevo sirek, to še tudi od moje babice. Tudi magnolij so moji predniki imeli kar precej. Potem sem posadila še kar precej lilij, kot vidite, različne drobne rože. Potem... Ampak poleg teh trajnic je tudi kar nekaj zdravilnih rastlin. Ja, res je, ker rabim tudi zdravilne rastline in jih imam rada. Seveda za razne čaje, ki jih pripravljam. Imam veliko ognjiča, rmana, ajde, ameriški slamnik, potem vidite, da je tu tudi luštrank. Veliko vrst imam med, bodisi ananasovo, črno meto, potem mentolovo, imam tudi nekaj vrst žajbla. Veliko imam teh zelišč, ko jih uporabljam v kuhinji za namaze ali bodisi za čaje.
Prinesla sem jo iz pivke. Čeprav sta na njenem gartlcu rasla tudi sredozemska, figovec in kaki, je bila Marija ponosna na stari sadovnjak, stare češnje, slive in visoko debelne jablane. Pred letom sva del jabolk nabrali skupaj, iz njih iztisnili sok. Z gospo Marijo čistiva jabolka, iz katerih bova pripravili sok. Katere sorte so to in ali imate stari sadovnjak? Ja, pri nas imamo kar stari sadovnjak. Še od naših prednikov je veliko teh starih sort. In zdaj jih pobiramo sproti, ker pač stiskamo sok iz tega. Imamo pa stare sorte, kot recimo ta je rožmarinka, potem ta je recimo Kanada. Moramo jih pa seveda očistiti, ker na drevesu že veliko ptic nakljuvle te jabolke in se poškodujejo, pa začnejo za 2-3 dni kar zgnijejo. To so jabolka, ki so jih očistili in oprali. Vi pa medtem že jabolka dajete v ta mlin. Ja, res je, pripravimo jih tam, enih 8 ali pa 80 do 100 kil, ne? Je pa očistimo, pa jih tule zmeljemo. Čeprav še vedno velja rek, da jabolko na dan prežene zdravnika stran, tudi učinkovine jabolčnega soka niso zanemarljive. Vsebuje namreč veliko kalcija, kalija, fosforja in železa. Zato pitje sveže stisnjenega soka pomaga pri zmanjševanju holesterola v krvi, spodbuja delovanje črevesja, srčno-žilnega sistema in izločanje strupov iz telesa. Kozarček soka je baje dober tudi proti depresiji. Zdaj mleta jabolka dajeva v to prešo, da jih še iztisneva, oziroma da stisneva sok. Sok že priteka. Kaj storite potem s tem sokom? Ja, ta sok potem pastiliziramo. To se pravi, da ga vroče segrejemo. Na koliko stopinjah? Na 76 stopinj. Morate pa pri tem zelo paziti, verjetno, da ni pretoplo oziroma prevroče. Ja, res je, zato pazimo, da je tam 76 do 79 stopinj, ker če je od 76 stopinj, bakterije uničijo, se sok pokvari, kar je pa nad 80 stopinj, je pa preveč zapečen in smo že uničili tiste ta prave vitamine. In ko steklenice oziroma ko sok pasterizirate, hranite steklenice kje? Ja, shranjeni v kleti, na hladnem prostoru in temnem, tako da imamo skozi celo leto brezalkoholni dober jabolčni sok, hruško, nekatera prešo pripravim tudi z jabolka pa rdeča pesa. Tako pač, da so mešani sokovi, ker stalno več rabimo vitaminov in jaz se temu prilagajam. Mariji nikoli ni zmanjkalo dela, veselila se je vsakega letnega časa in opravil, ki se jih je takrat treba lotiti. Jeseni je z njive pobrala fižol in ga luščila po zimi. Pred zmrzaljo je iz zemlje izkopala rdečo peso, korenje, topinambur. Korene in gomolje je hranila v zasipnici, ki jo je dobro obložila s smrekovimi vejami in pokrila suhimi koruznimi stebli. Iz plodov je pripravljala številne namaze, znana je bila po odličnem fižolovem. Babičine recepte pa je pogosto bogatila s svojimi zamislimi in tako pripravila tudi korenčkovo marmelado. Korenje najprej operemo, ga očistimo, odrežemo v te zelene dele, malo korenine, pa če je kakšna črna pika, vse to odstranimo in opranega naribamo. Naribamo ga na drobne delce, da se lepo skuha. Dodala bom zeleno jabolko, da je čim več pektina. Porabljam Kanade ali pa bosko, da se lepo razmehčajo in razkuhajo. Dodali še bomo sok limone,
Pektin veže celične stene v rastlinah in sadežih, zato ga v prehrani uporabljamo kot zgoščevalno sredstvo. Najprej podušimo naribana jabolka. Ko so jabolka omehčana, bomo dodali korenček. In bomo dušili korenček dobre pol ure. Na kilo mase bomo dodali 60 do 70 dek sladkorja, tako da ne bo presladko. To še nekaj časa podušimo, da se sladkor v redu raztopi. Kozarce smo umili in jih dali v pečico, da so lepo topli. In bomo sedaj maso napolnili. Tako, zaprli s pokrovčkom. Jaz obrnem še tako za kako minuto ali dve, da se še pokrov prime. Korenčkov jabolčni džem uporabljamo kot brusnično marmelado. Žličko dodamo na krožnik glavni jedi ali pa ga namažemo na kruh in palačinke. Posebej pa moram reči, da so jutra zelo lepa, ko vstaja sonce in z njim ptički. Takrat se prebujajo tudi rože. In mislim, da so jutra najlepši del naših dnevov.